začeli smo delati nadaljavo, ustvarili smo nove pogoje dela. Kakšna bo prihodnost tega dela za podjetja, za gospodarstvo? Zdaj študije kažejo, da bo veliko lastnikov podjetij se odločilo, da bodo obdržali delo nadaljavo, da bo to nek tudi nov način. In tu se mi zdi, bo treba zelo jasno določiti strategije tudi za podjetja, kako, ker se bodo mogla zelo fleksibilno in prožno odzivati na nove razmere. Jaz tu ne vidim zelo jasne strategije, je pa res naloga države in naloga politike, da poskrbi za zdravo okolje za podjetja, zato ker imamo mi prednost mala, srednja velika podjetja, start-up, jaz imela tudi veliko priložnosti obiskati podjetja in start-upe. V glavnem start-upi začenjajo v tujini, ker imajo boljše pogoje. Ko pa ste omenili beg možganov, 8.000 Slovenk in Slovencev v starosti med 25 in 34 let gre letno v tujino. No in tudi vprašanje iz SBC-ja lahko... Še več jih bo šlo, če ne spremenimo pogojev tukaj, da bodo pri nas, pri istem strošku za delodajalca, to je poanta, lahko dobili več. Možgani bodo dodali dodano vrednost. Mi se odločamo danes, leta 2022, ali bomo delali z mišicami, ali bomo delali z možgani. Bi si želela, da bi bil svet ali pa Slovenija toliko idealna, da bi lahko vsi politiki ali politične stranke sodelovali skupaj, ampak jaz ne morem pristati, da bi mi kot socialni demokrati sodelovali s strankami, ki so v zadnjem obdobju kršile ustavo, zakone. Torej, to so vse vladne stranke? Trenutno vidim vse vladne stranke, tudi tiste, ki so manjše, ker pač podpirajo ta ravnanja, tudi če je to vladajoče stranke. Glejte, mi imamo koalicijsko vlado, ne kršimo ustave, to so kar neke floskule, ki se ponavljajo za ljudi, ki pač niso ničesar v življenju ustvarili. Jaz pričakujem, da bo dan po volitvah pač prevladal razum in da bomo stopili skupaj tisti, ki želimo Sloveniji dobro. Zdaj, mi še enkrat se bomo pogovarjali z vsemi, s tistimi, ki so pripravljeni na to, se bomo pa tudi dogovorili. Mi je pa nesprejemljivo in ne morem take politične kulture sprejeti, da nekdo nekoga zavrača. To pomeni, to, kar je zdaj Tanja povedala, da zavrača pogovor s polovico Slovencev. Pa če hočete, da damo to na državni zbor, s polovico poslancev, ker smo bolestno razdeljeni.